Dober dan želim, kdor je prišel. Zamude tudi še sprejemamo. Miha Zadnikar je moje ime, nastopam kot urednik pričujoče knjige avtorja Viktorja Žaklja in preden kaj malega povem o knjigi, o avtorju in o gostih tega dneva, imamo kar eminentno zasedbo dveh zaslužnih profesorjev, enega rednega profesorja, bi prosil gospoda Viktorja Žaklja, da pozdravi tale zbor. Lepo pozdravljeni, sem v hodnem stanju. Govorim lahko, gibljem se nekoliko težje, ampak upam, da bom vsaj tako povedal, da boste razumeli, zakaj to gre. Najprej bi se jaz zahvalil vsem, ki so pripravili to današnje srečanje. To je ZRC SAZU, torej pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so se odločili, da ta moja knjiga, ki je nastala tekom leta nazaj, da je primerna za objavo v tej ugledni založbi. Jaz sem vesel, da je tako odločeno in upam, da bo kdo tudi segel po tej knjigi. Tistim, ki se moram zahvaliti, so najprej tu podžupan mestne občine Ljubljana, Aleš Čerin. Njemu sem dal kot znancu to knjigo v branje. On se je odločil, da bo kontaktiral dr. Otto Luterja, tudi mojem znancu, in skupaj so ugotovila, da knjiga sodi v to založbo in v objavo. Potem je bilo pa vse naprej znano, da so to dali uredniku, ki je pred menoj govoril, Zadnikarju, in njegovim sodelavcem. Med njimi je prvo omenil Ireno Nagnič. Gospa je naredila vabilo in izredno domišljeno je napisala naslov in izrazila vsebino te knjige. Drugo je Anita Abram in četrti je Aleš Bogačnik. Jaz upam, da lahko v vašem imenu izrazim tem ljudem hvala za podporo, za delo, ki se je opravil. Upam, da bo knjiga našla koga, ki bo za to zainteresiran. Aleš Čerin je gotovo, Zadnikar tudi, Otto tudi in morda še kdo. Drugim bi se zahvalil tistim, ki so pripravljeni nekaj o tej knjigi pregovoriti. To so profesor dvojni doktor Murej iz Mariborske ekonomsko-poslovne fakultete. Drugi, ki bo tem pregovoril, je dolgoletni redni profesor ljubljanske ekonomske fakultete. Mnogim od nam je bil učitelj in sicer je to Vili Merker, ki bo tudi nekaj izbranih besed te knjige namenil. In zadnjega bom omenil našega prijatelja Kovača, ki je tu, on bo verjetno zadev žebljico in glavico, povedal bom, kaj v tej knjigi stoji, kaj pa je tisto, kar v tej knjigi manjka. Mi pa danes tu sicer Rudija Rizmana, on je zbolel, je vse lepo pozdravila in žal mu je, ker ne more priti prekrat, je danes vzel tudi jesenična dolžina
Janeza, ki je imel, in tretji, ki je gorel, je znani pisatelj, ki je iz blizu velikih doma, on je tudi zbolel in ga danes ne bo. Druge ne poznam, nisem videl, kateri se čut, ampak vidim, da je interes kar precejšen. Hvala, da ste prišli in upam, da boste od tega srečanja tudi kaj koristnega odnesli. Še enkrat hvala vsem, ki so pripravljeni bili sodelovati in hvala govorcem, ki bodo v tej knjigi nekaj pametnega povedali. Hvala. Hvala gospodu Viktorju Žaklju, dolgoletnemu učitelju, tistemu, čemur se je včasih reklo vodilni delavec oziroma individualni poslovodni organ, ekonomist, svetovalec mnogih faktorjev in žal je zgodovina narejena tako, da v glavnem ga pa ljudje poznajo po socialistični stranki, ki je predlagala plebiscit. Ampak tukaj je še vse kaj drugega naokoli, kar je tudi zajeto v tej obsežni knjigi. Jaz bom govoril zdaj z sredine, povedal par formalno-tehničnih zadev o tej knjigi, pa se bom pa preselil temle na konc in ugledne goste dal semle, da bodo spregovorili svoje. Urejanje prihodnosti, družbena odgovornost in tržno-planska oziroma plansko-tržna ekonomija, dali smo v naslov oboje, ker tudi sam avtor zaradi tega, ker je vrstni red lahko tak ali drugačen, uporablja v svojem pisanju oboje, je izjemno kompleksna knjiga. Lahko jo beremo kot učbenik iz zgodovine ekonomskih idej, tudi zgodovine političnih idej, lahko jo beremo kot kompendij vseh teh groz in katastrof, ki se dogajajo v današnjem času in ki so zlasti vzbrstele z neoliberalizmom, torej v zadnjih 50 in nekaj letih. Lahko jo beremo kot napotek, lahko jo beremo obenem pesimistično in optimistično, kar je zelo dobro zajel tudi profesor Bogomir Kovač v svoji spremni besedi. Namreč sama uvedba družbenosti, ki je v teh krajih dolga desetletja ne poznamo oziroma je postopno zginjala, od tistega svetlega obdobja, ko je bila družbenost med letoma, o tem bomo še več govorili, 1950 do 65, svetla nosilka velikih inovacij, ko se je morala Jugoslavija izviti iz primeža vzhodnega bloka in delati inovativno po svoje. Vsa ta družbenost je postopoma usihala. In morda zadnji ostanek tega poznamo tako, če me spomin ne vara, da je ostalo od tistih res starih časov, je do leta 1996 služba družbenega knjigovodstva kot inštitucija, ki je vzbrstela v tistih časih. Knjiga ima več kratkih poglavij, veliko jih je, in moram reči, da kot urednik sem se pri prvem branju vprašal, zakaj se stvari toliko ponavljajo. Mimogrede, Viktor Žakelj je izjemen pisec, tako da po sami slovnično-pravopisni plati ni bilo treba veliko posegov, ampak tisto vprašanje, zakaj se toliko ponavlja, sem potem med drugim branjem dosti dobro razrešil, namreč odločil sem se za rek starih, repetitio est mater studiorum, tako da je dobro, da se stvari v tako obsežnem in kompleksnem delu ponovijo, da bralec in bralka vesta, pri čem sta, osvojita gradivo in potem potujeta naprej proti grozi tega našega trenutka, iz katerega
Viktor Žakelj tudi optimistično črpa neke sklepe, namige za prihodnost, kako naj bi se odvijalo in kot rešitev seveda kot edini izhod iz podnebne krize, iz socialne, iz politične in družbene krize vidi kombinacijo tržnoplanske ekonomije z močno družbeno odgovornostjo in tistim, čemur lahko rečemo eko oziroma ekološki socializem. Bogomir Kovač v svoji spremni besedi da 3 močne poudarke, zakaj je knjigo vredno vzeti v roke. Prvi je ta in zadeva optimizem, da lahko eksistenčne težave in katastrofičnost v njihovem medsebojnem prepletu v bistvu dojemamo kot kompleksnost nekih problemov, ki jih je treba rešiti. In Žakelj se z njimi pogumno spopada in ponudi nebroj nekih možnosti, kako postaviti planiranje, kako ohraniti neko vzdržno tržnost, kako imeti obenem odrast in obenem upoštevati neki napredek človeške misli, ki sega od razsvetljenstva sem in ki nam ga skuša, teh misli, ki nam jih skuša neoliberalizem ravno zablokirati, da bi mislili, da se je svet začel včeraj. No, to je tista alternativa, pravi Kovač drugič, ki je ekosocializem z novo paradigmo družbeno odgovornega gospodarjenja. Alternativa namreč, če se izrazim z besedami Tomaža Mastnaka, ne kot tista tretja pot, ki sta jo v zablodi prodajali recimo Tony Blair ali pa pri nas Borut Pahor. Ne, tista druga, ki se uperi tako proti liberalizmu kot tudi proti desničarskim in fašistoidnim eskapadam. In tretjič, potem pa bom za nekaj časa nehal govoriti, črpanje iz idealov razsvetljenstva, torej iz tistega, kar je danes miselno zablokirano in kar je tudi v samem šolskem sistemu podano zgolj sporadično in nima tistega kontinuuma, kot si ga zasluži in kot je nenehoma prisoten v Žakljevem pisanju. Namreč od razuma, od znanosti, ki je danes spričo omenjenih težav v tolikšni zagati in jo ljudje ne jemljejo več kot tisto oprijemališče, kot tisti svetilnik, do humanizma. Kovač pravi, da je to kozmopolitska družbena odgovornost do narave in do ljudi. Namreč klasiki, o katerih veliko govori Žakelj, niso upoštevali težav z naravo, so se pa še kako ukvarjali z družbo in z ljudmi. In samo načrtovanje alternative iz tega, aktiven odnos do planiranja nekega prihodnega razvoja, nam veje iz tega dela urejanje prihodnosti, v katerem ne sme biti meja, kaj, kako in koliko zmoremo doseči. Namreč miselno z inovacijami, ki jih navsezadnje poznamo tudi v teh krajih in ki so potlačene nekam v zgodovino. Ampak o tem bomo sproti govorili. Toliko imam jaz zaenkrat. Gostje tega pogovora pa so že omenjena zaslužna profesorja Viljem Merhar, ki mu Rastko Močnik, ki preučuje zelo intenzivno Kidričevo obdobje v zadnjih letih, večkrat ljubkovalno pravi poslednji marksist naše ekonomske misli, prav tako zaslužni profesor Matjaž Mulej, izvedenec za teorijo sistemov in inovacij in sam pisec spremne besede, znani publicist, udeleženec javnih debat in redni profesor na ekonomski fakulteti dr. Bogomir Kovač. Pa bi zdaj kar pozval, mogoče tako, kot sem vas poimenoval, ali pa da se vsi trije tukaj usedete, jaz bom šel pa tjale k strani, potem vsak pove, kar ima povedati o Žakljevi knjigi in o današnji omenjeni problematiki in gremo naprej. Kar.
Ja, gledaj, ti si. Ne, pet. Ne, gledaj, kar si tudi največji. Najstarejši. Ja, pa to tudi. Kdo bo začel? Taško. Ja. Idemo dal. Evo ti. So šli prvi, ne? Ne, ti si tako Vse je mikrofoni, mislim, da jih imamo vsi. Ne? Ja. Pa tako začnemo, z une strani. Tudi lahko, ja. Z leve začnemo, ne, pa gremo počas po desni. Okay. Jaz bi začel z vprašanjem, ali ste poslušali radijska poročila ob 7. zjutraj in na jih našli poročanje o dejavnosti na svetovni ravni, ki potrjuje, kako prav ima Viktor Žakelj. COP 30. Kaj je bilo v poročilih? COP 30. Top 30. Ja. COP 30 govori o okoljskih zadevah, Ja. ampak to je skrivanje bistva, ki je družbena odgovornost. Ker te okoljske zadeve nastajajo ali same, ker nas ne prizadene, ampak mi povzročamo in jih povzročamo s pomanjkanjem ali za zadostno mero družbene odgovornosti. In hkrati pomenijo, da skoraj 200 držav tam zbranih, ki ne predložijo programe za prihodnjih 5 let, glede skrbi za pogoje življenja človeštva. Se pravi, da je to zelo izresno to, kar je v tej knjigi predlagano. Urejanje prihodnosti, delno plansko, delno tržno. In torej ni nekaj, kar se ne dogaja, ampak kar se dogaja premalo. Drugo tako vprašanje, Združeni narodi so izdali ogromno serijo dokumentov, ki se na to tematiko nanašajo, za aplikacijo na naravno okolje bolj direktno. Zato, ker so Američani pred leti prepovedali pojem skrb za naravno okolje, ko je bil učeni podpredsednik, je bil zelo aktiven na to temo. In v resnici gre pa seveda za preživetje in v tem je smislu tega, kar Žakeljeva knjiga priporoča. Toliko za uvod. Ja. Boste povzel, profesor Merhar, kje vidite rešitev in kaj ponuja Žakljeva knjiga na to temo? Hvala. Viktorovo knjigo bi lahko tudi podnoslovili kot kritiko sodobnega, liberalističnega, imperialističnega, monopolnega kapitalizma. Je prav? Ker je živel v sistemu, ki se je začel uveljavljati z protireformacijo keynesijanskega državnega kapitalizma. Z reformacijo tega kapitalizma je Keynes podprl Rooseveltov New Deal. Podprl Rooseveltov način odpravljanja deflacijske vrzeli s poudarjeno vlogo države v gospodarstvu, ki z javnimi deli, z uporabno vrednostnim motivom produciranja in s plansko koordinacijo, družbeno-plansko kombinacijo infrastrukturnih področij gospodarjanja, ki bi sicer prakticirale monopol, odpravlja monopol in podpira tržni del organizacije gospodarstva,
in s tem družbeno blaginjo. Jasno, da je ta oblika razreševanja družbeno-ekonomskih problemov, ki se je uveljavila po kriznem obdobju 1929-1933, se poglobila z vojno ekonomijo in si je dala pečat po vojni obnovi, naprimer z Marshallovim planom. Vendar ta paradigma gospodarjanja je zahtevala, da je bila država udeležena v vedno večjem delu presežnega produkta, ki pa jo finančne oligarhije, ki nič ne proizvajajo, ampak svojimi holdingi obvladujejo pomembne družbene ekonomske panoge in vladajo svetu. Ne z družbenim planom, ampak vladajo svetom s podjetniškimi plani, ki so pa profitno motivirani. Zato vedno znova opozarja, ko govori o elementih gospodarskega sistema, planu in trgu, naš pisatelj vedno znova in znova, da ne smemo enačiti podjetniškega planiranja, ki je profitno motivirano, tudi v velikih korporacijah, z družbenim planiranjem, ki mora biti uporabno vrednostno motivirano na področju energetske, surovinske, pa še katere produkcijske infrastrukture, pa predvsem na področju socialnih dejavnosti. To je naredil New Deal. In veste, Organizacija združenih narodov, najbrž pod vplivom, ki je pa med tem umrl, Johna Keynesa, je priporočila ta model, ki je uporabljal dvojno, sinergično delovanje trga in plana, priporočila svojim članicam. Kot rečeno, finančne oligarhije so ga odklanjale in s floskulo, da je država slab gospodar, ki jo slišimo tudi v naših razmerah, prezahtevna v davkih in da je treba davke odpravljati, zniževati, da bi se povečali profiti in da bi se za monopolno situacijo infrastrukture še bolj povečevali. Kajti to so zahtevali od vlad, na katere so imeli močan vpliv, da z znižanjem davkov odpravijo udeležbo države, se obrnili proti socialni državi in še kaj so naredili? Naredili so, da se je javno planiranje začelo spreminjati v podjetniško profitno planiranje. Kljub temu, da ga je Organizacija združenih narodov keynesianizem priporočila, so se proti njemu obrnili z deliberalizacijo gospodarstva, deregulacijo gospodarstva, pa tudi z privatizacijo gospodarstva in še eno denacionalizacijo gospodarstva. Medvojno orožarsko industrijo so tudi privatizirali. Zato berem dobro poročilo od nekoga, ko je napisal
ameriško orožje je draže kot rusko. Ne bom o tem več razpravljal, ampak razpravljal bi, da je pisal knjigo o dveh mehanizmih razreševanja družbeno-ekonomskih problemov v času, ko se je v svetu, saj v tako imenovanem zapadnem, uveljavila deprivatizacija in denacionalizacija gospodarstva. In ko so vojaško industrijo zasedli bivši generali, nad katerimi je bil kritičen tudi sam general, ki je bil predsednik USA v takratni državi. Kdo je že bil to, no? Eisenhower, ne? Ja. Skratka, v teh razmerah je pisal on svoj traktat, ki je bil po nesreči nepriznan in ga je razširil v smislu, kakor je njegov urednik govoril, da mi je dal zelo široke dimenzije za tistega, ki ga bere. Predvsem bi ga pa priporočil vsem nosilcem oblasti, tudi našim, da naj ne sledijo pogoltnosti finančnih oligarhij. Od njih moram še nekaj povedati. Kaj delajo? S spremembo javnega planiranja v zasebno, profitno, se seveda profiti močno povečajo tem. Zaradi tega se povečuje tudi deflacijska vrzel. Ampak jo na videz odpravljajo. Kako? Da se denar valja po borzah po svetu in se ne uporablja kot kapital, ampak kot menjalno sredstvo. Viktor večkrat opozarja na to, da če uporabljamo denar kot denarno sredstvo, ne pa kot kapital, in to delajo, se sproži proces, o katerem je govoril Piketty, da rastejo dohodki od kapitala, dividende, hitreje, kot raste gospodarski razvoj. Zato so družbe prikrajšane za potencialni produkt, ki bi bil lahko boljši od dejanskega. Na videz se zdi, da smo odpravili razkorak med varčevanjem in investicijami, ampak to gre za lažne investicije. To je en del. S temi lažnimi investicijami se povečuje kolonialna odvisnost manj razvitih gospodarskih držav, ker naenkrat postajajo lastnice in kot lastnik, ki meni, da ni vseeno, kdo je, ampak če je tujec, gre del produkta v tujino. A čutimo to? A smo bili sposobni, da bi rekli ne? Počasi se vzbujajo ideje, ne temu reči. Danes sem prebral, kako prakticirajo privatizacijo, recimo, bolnišnic v Malti. Kaj bo z tega? Pri tem pa rečejo, da ste premalo produktivni, gospodje, v nerazvitih državah. Kar dosti so produktivni. Vse so opremljeni fizično s tako tehniko, ker druge ni, kakor je veljavna. Ampak niso produktivno z dohodki.
ker se zmanjšujejo za odliv dela presežnega produkta k nosilcem velikih korporacij. O vsem tem lepo piše naš pisec in če ga spremljamo in če mu sledimo, mu moramo čestitati. Bil sem vsaj malo prisoten v njegovih prizadevanjih in rekel bi, bil je odličen študent, ki sledi svojim mentorjem in jih zadovoljuje. Hvala lepa. Imamo torej dva najpogosteje citirana profesorja v knjigi gospoda Žaklja in doktorja Kovača, ki je pisec spremne besede. Bogomir Kovač, kako v bistvu v svetu, ko je celotna družbenost že kapitalizirana in kapitalska, kako doseči neko družbeno odgovornost? Kje so neke možnosti za alternativo, da se družba izvije iz tega primeža? Saj vemo, da je to v bistvu, ko je celotno družbeno polje kapitalizirano, da je takrat konec. Ja, najprej hvala. Se pravi, jaz se ne moram pohvaliti s tem, da je bil gospod Žakelj moj študent. Sem pa jaz postal, kljub temu potem kasneje, njegov pisec spremnih besed v različnih knjigah. Tako da je to bila neka zanimiva izkušnja, nekako sva se vedno ob novih rokopisih srečala in vedno znova prišla do tega, da deliva v marsičem seveda svoja stališča. In mislim, da je to tisto, kar je v intelektualnem svetu pravzaprav največ, kar lahko dosežemo. Zdaj, odgovor na seveda to zahtevno vprašanje je na nek način ne samo tisto, kar bi lahko mi razmišljali, ampak kar je seveda pomembno, kaj je razmišljal avtor. Že sam pristop, da se je odločil za nekoliko reformističen stil, ki v bistvu spominja na Lutrove teze, se pravi, že ta poteza avtorja kaže na to, da bi želel reformirati sistem, družbo, v kateri živi, v kateri pravzaprav mi vsi skupaj živimo. Ne samo v tej zadnji knjigi, ampak tudi skozi mnoga prejšnja se pravzaprav vleče neka skupna rdeča nit. Družbe, ki želijo spremembe, morajo te spremembe znati upravljati, morajo znati seveda načrtovati. Tako zvani menedžment sprememb zahteva pravzaprav neko strateško načrtovanje. To velja enako, če se postavimo na raven korporacij, o katerem smo danes govorili, podjetij ali pa seveda tudi držav. Težava, ki nesporno nastopa, je to, da v bistvu so države v tem stoletnem zgodovinskem razvoju, mi smo se, kot vidite, pomaknili s kolegom Merherjem v 30. leta, ni neznačilno, da zelo veliko aludiramo na 30. medvojna leta, zaradi tega, ker smo nekako v okviru ekonomske zgodovine, kjer govorimo o nekih dolgoročnih 70 do 90-letnih politično-ekonomskih, vojaških, vojnih ciklih, nekako pred nekim zelo usodnim desetletjem, oziroma smo sredi tega desetletja. Naj anekdotično povem, da sem zdaj smo nekako, se vidite, glede na omizje, če rečeš 40 leti, to skoraj da tako, da bi se zgodilo včeraj. Na nekem zagovoru sijajne dizertacije na Yaleu, kolega Goldsmitha, ker sva isti letnik, pa sicer smo se poznali, in on je seveda pripravljeno sijajno dizertacijo o teh dolgoročnih ciklih. In seveda zgodbo končal natančno v tem zadnjem obdobju, z tega zadnjega cikla med obema vojnama. Z ekonomske politične zgodovine to imenujejo pravzaprav
30-letno vojno 20. stoletja. Skupaj jih štejejo prvo in drugo. Ne? No in na zadnje vprašanje potem na koncu, kakšno pa vidi prihodnost. Ne? Se pravi, to približno, kot imamo tukaj v naslovu, in kako mehanika teh dolgoročnih ciklov odraža pravzaprav to videnje v naslednjih desetletjih, je rekel, ja, po tem, kar pač lahko sodimo iz te mehanike ali iz vseh teh teoretičnih simulacij nekje v obdobju 2020-2030. Mi smo se malce nasmejali, sproščeno šli na kavo. Danes, tudi če ne poslušamo ob 7. zjutraj poročila, ne, človeku ni več do smeha. Kajti veliko tega se je na nek način začelo uresničevati. In ko pogledamo, kje so temeljni vzroki, vidimo, da je ta temeljni vzrok pravzaprav v tem, kaj se je v teh 70., 80., 90. letih, se pravi zlasti po drugi svetovni vojni, zgodilo. V konceptu, o katerem pravzaprav govori Viktor Žakelj, je pravzaprav temeljno vprašanje, ali mi načrtujemo to prihodnost, ali skušamo na nek način usmerjati v skladu z nekimi določenimi cilji ali ne. Se pravi, eno izmed temeljnih vprašanj druge polovice 20. stoletja je, ali smo sposobni načrtovati. No in resnično se je zgodilo to, kar je kolega Merhar, zaradi seveda specifičnih zgodovinskih razlogov. Po 30-letni vojni, po letu 1945, 44. leta, leto dni pred koncem druge svetovne vojne, so Američani že poskrbeli, oni so seveda že v okviru pariškega mirovnega sporazuma, ne, ki ga je potem Keynes seveda razočarano zapustil, ker je že takrat bilo veliko, govorimo seveda o dediščini prve svetovne vojne, bilo veliko napačnih odločitev, ampak leta 1944 se je pravzaprav formiral ta, kako rekli, svetovni gospodarski red z mehko dominantno močjo Združenih držav Amerike. Kako ostro je šlo takrat v teh pogajanjih? Na eni strani stoji seveda ugledni član senata, ki je tudi vodil to konferenco, in ne najuglednejši ekonomist, ki predstavlja sicer še vedno skozi 19. in 20. stoletje najmočnejšo in najuglednejšo seveda državo sveta, ki pa je razval seveda med težkimi žrtvami prve industrijske vojne, to je Velika Britanija. Ko ni bilo mogoče doseči sporazuma, so se ameriški konvoji do Velike Britanije ustavili. Američani so ustavili tudi kreditiranje. Konvoje so potem kasneje spustili, kajti po mesecu in pol so Britanci popustili v pogajanjih. Keynes je to označil kot najmanjša možna škoda, ki se je povzročila, ne kot najboljše, kar bi se lahko zgodilo. In kreditni aranžmaji so prišli leta 1946. Šele. Ne? Tako da, že začetek je, kot vidite, bil nekaj, kar je bilo povezano s politično, ekonomsko močjo in dominacijo, čeprav seveda pod okriljem mednarodnih institucij in mednarodnih konferenc. Tisto, kar se je potem zgodilo, je seveda bilo logično. Planiranje in načrtovanje je bilo po drugi svetovni vojni preprosto nuja. Brez tega zahodni svet ni bil pripravljen in sposoben rešiti svojega razvojnega problema. In to je veljalo tako za države, ki so seveda prevzele glavno vlogo, še iz vojnih časov, in nadaljevale zdaj na ekonomsko-političnem področju, in seveda tudi korporacije, ki so bolj ali manj seveda se temu na nek način prilagodile. No, to je trajalo, kot rečeno, tam 20 let, to je tako eno zlato povojno obdobje takvanega zahodnega, ko tudi rečemo monopolnega ali korporativnega kapitalizma, ki se je potem tam sredi 70. let in potem v 80. letih seveda potem jasno sprevrgal v prevlado ne toliko načrtovanega ali pa plansko-tržnega ali tržno-planskega ustroja zahodnih družb, ampak predvsem vedno bolj izrazito tržnih družb. To je tisto, kar mi potem kasneje seveda
skušamo z neko ideološko oznako označevati kot neoliberalizem. Se pravi, planiranje je logično zgodovinsko imelo to vlogo, ker so ga vsi na nek način potrebovali in ko se je zgodba koliko toliko spostavila, se je zgodba seveda prevesila drugam in prišli smo v obdobje prevladujočih tržnih usmeritev. Države so opuščale načrtovanje, planiranje, tudi neke, lahko bi rekli, trdnejše razvojne politike in vse skupaj so začele prepuščati bolj ali manj tržnim silnicam oziroma korporativnim mrežam, ki so postajale zlasti na finančnem področju vedno močnejše. In to, kar potem poimenujemo konec 80-ih in začetku 90-ih let kot začetek tako imenovanega neoliberalnega, zopet je bil tu Washington kot metafora washingtonskega konsenza, to je bila tista privatizacija, liberalizacija, deregulacija, financializacija in tako dalje. Zgodba, ki se je potem nadaljevala, kot vidite v nadaljevanju, bolj ko smo dali vlogo trgu, bolj ko smo seveda vzpostavili v ospredje finance, bolj so se pravzaprav ukazale krizne razmere. Tako ni minski moment, poljski ekonomist, ki je seveda nekako razumel, da je prevlada finančne ekonomije kot špekulativnega dela ekonomskega sveta pravzaprav najbolj tvegano, najbolj problematično, najbolj neodgovorno. Prevladujejo ne dolgoročne planske, kot bi rekli, usmeritve, ampak kratkoročni tržni rezultati in tako dalje in tako dalje. In sosledje kriz, ki smo ga doživeli potem v naslednjih, teh zadnjih 20 letih, je nenavadno, izjemno. Mi smo ponovili nekako v obdobju 2009-2012 veliko krizo, ki so jo mnogi primerjali s tisto v konec 20 let v svetovnem merilu. Kot vidite, po nekih 7-8 letih, seveda pandemija, nove naftne krize, pogojene z nekoliko drugačno zgodbo, enako kot v 70-ih prelomnih letih, kot smo jih imeli. No, to je v bistvu zgodba, ki kaže na to, kako se je ta družbeni kontekst načrtovanja v bistvu najprej vzpostavljal in potem izmikal. Kje se je pravzaprav to kazalo? Kazalo se je potem tudi v vedno večji prevladi to, o čemer je tudi kolega Merkel govoril, na korporativni strani. Spravi, korporacije postajajo močnejše od držav. Tako kot je bila v zgodovini trgovina tista, ki je bila pred državami in ki je bila vedno, zdaj govorim pač o nekem obdobju, ki smo ga tudi v 16., 17., 18. stoletju poimenovali z merkantilizmom in ki je, kot vidite danes, deus ex machina, s katero recimo ameriška administracija skuša ponovno urejati recimo neka globalna družbena razmerja. Spravi, trgovina je bila recimo svoje čase tista, ki je uravnavala ta ekonomski svet, ampak zelo spontano, Hayek pravi, to je razširjeni spontani red, medtem ko so finance tiste, ki pravzaprav svet urejajo na mnogo bolj špekulativen, mnogo bolj, tako bi rekli, mrežni in vse posod pronicljiv. Mi, ki živimo v kraškem svetu, je to tisto, kar se dogaja v podzemnih vodah. In tam, kot vidite, takoj, ko začnete delati cesto zgoraj in pridete do kakšnega tunela, se jame odprejo znotraj. Se pravi, to je sistem, ki je pravzaprav izvotljen. In to je tisto, kar se je v bistvu dogodilo v sodobnem svetu in planiranje se je v bistvu pojavilo in uveljavljalo predvsem na tej korporativni ravni. Se pravi, mi imamo danes pravzaprav nek fenomen, ki se kaže tudi na čisto akademskem področju, prihajam z univerze, mi smo vsi z univerze, ko smo mi študirali, ko je kolega Žakelj še študiral in tako dalje, tudi kasneje, mi smo imeli predmet, ki se je ukvarjal z planiranjem. Torej, mi smo planiranje, družbeno planiranje učili. Mi smo učili tudi precej bolj natančno planiranje v organizacijah, se pravi v podjetjih, v času socializma. Danes pravzaprav o planiranju nihče več ne govori. Družbena odgovornost je politična ideologija, ni v bistvu stvar predmeta. Mi v Sloveniji ne boste našli nikjer predmetne usmeritve, recimo korporativnega upravljanja, kot način, kako podjetja nadzirati in upravljati. Kaj šele
kako in na kakšen način skozi politično-ekonomski ustroj nadzorovati in usmerjati recimo državo. To se pravi, to se kaže na tej strani, da smo mi pravzaprav tu kompas že skozi samo produkcijo znanja na nek način izgubili. In to, kar je danes ostalo od planiranja, to je pravzaprav modelsko načrtovanje enoletno, dvoletnih prihodnosti. Se pravi, danes so objavili, tokrat je bilo bolj popoldne, da bo gospodarska rast v Sloveniji, Evropska unija, Evropska komisija, prepolovljena na odstotek. In v parlamentu se je že razprava na to temo seveda začela, kako iz 2% na 1% in tako dalje. To je domet načrtovanja. In potem iz tega modeliranja za 1 do 2 leti pravzaprav izpeljujemo pravzaprav vse tako imenovane razvojne ekonomske politike. No, to je tisto, kar je ozadje zdaj te zgodbe, ki jo skuša Viktor z vidika, lahko rekli, tega zgodovinskega loka planiranja pokazati. Drugi lok, ki je seveda ilustrativen za Slovenijo, je, kaj se je s planiranjem seveda potem zgodilo v Sloveniji. Največ mogoče kaj več takrat, mogoče dodatno v našem razgovoru spregovorili. No, in tretja zgodba, ki je tudi že dolgo časa prisotna v njegovih razmišljanjih, je, da ob tem družbenem usmerjanju ali neusmerjanju se v bistvu kopičijo zelo veliki družbeno-razvojni problemi. Eden izmed teh problemov, ki ga nekako zopet nekje, se pravi, če smo zdaj ravno danes govorili že o Združenih narodih, od Rio de Janeiro, zdaj ravno COP 30 se odvija, recimo v Braziliji, tudi tam se je pravzaprav ta zgodba družbene, svetovne senzibilnosti glede ekoloških vprašanj v bistvu začela. In ta zgodba, da nas v bistvu naš odnos do narave, naš neodgovornost, zato govorimo o družbeni odgovornosti, ne samo družbena odgovornost do ljudi, do družbe kot take, ampak družbena odgovornost tudi do našega okolja, da je to tisto, kar nas morda civilizacijsko začenja najbolj obremenjevati. Ne zaradi tega, ker ne bi verovali v vsemogočnost našega planeta, da ima še nekaj rezerve, ampak način, kako pravzaprav smo se tega lotili, način, kako se v bistvu zopet z manipulativnimi praksami skušamo temu problemu izmakniti, kako skušamo pravzaprav to zeleno transformacijo narediti kot, bi rekli s kolegom Meherjem, kot profitni projekt in ne kot pravzaprav nekaj, kar potrebujemo z vidika neke družbene odgovornosti, se pravi nekega stanja, ki postavlja v ospredje človeka in njegovo eksistenčno preživetje in ne seveda nekaj, kar je povezano na nek način z dosedaj tako dobro uveljavljeno 300-letno logiko kapitala in dobičkov. In seveda tisti, ki profitirajo na podlagi tega. In iz tega se izpelje še ta drugi problem, problem pravzaprav družbene neenakosti, ki se v bistvu poglablja z neenako delitvijo med razvitimi in nerazvitimi državami, kljub temu, da vsi napredujejo. Ampak eni napredujejo bolj kot drugi, kot v orwellovski živalski farmi. Vedno je pravzaprav nekaj, kar se dela na račun drugega. No, in ko povežemo vse te zgodbe, pridemo do te rešitve, ki jo ne samo v tej knjigi, ampak tudi v drugih že nekaj časa v bistvu Viktor propagira kot ne zgolj utopično, ampak kot edino možno realno alternativo. To je ta tako imenovani ekosocializem. Ne s tistim, da bi se pravzaprav spogledovali z socializmom preteklosti, ampak s tem, da imamo na nek način družbo, ki načrtovano, odgovorno ravna z družbenimi institucijami, z okoljem, v kateri te inštitucije delujejo in ki gradi seveda na principih, ki so povsem drugačni, ker je javni interes, skupni interes, skupne potrebe, solidarnost, tisto, kar pravzaprav naj bilo značilnosti družbe. No in to je tisto, kar pravimo, da naj bi bil ta tako imenovani ekosocializem kot
ne še enkrat utopična vizija, temveč realna alternativa. Ne? In če v bistvu vzamemo to kot začetek njegovega razmišljanja, potem seveda potrebujemo usmerjanje prihodnosti za to, da bi lahko ta cilj dosegli. Do tega spontano seveda žal ne bomo prišli in to nam kaže pravzaprav tudi sedanji razvoj dogodkov v teh zadnjih 2-3 letih, ki kaže na povsem nasprotne silnice od tega, kar bi si pravzaprav želeli, ali pa kar je sklep v tej knjigi, ne, da bi seveda si morali prizadevati v povsem drugačni smeri od tega, kamor pravzaprav danes na nek način družbe, ključno tudi z našo, težijo, in Evropska unija je tukaj seveda ne več varna hiša, ne, ampak precej problematičen dežnik, znotraj katerega smo se po 30 letih znašli, in to je seveda tudi nekaj, kar zahteva našo odgovornost do te mlade, malce opotakajoče slovenske države po teh 30 letih. Nekaj bi dodal. Ko glavna definicija države pravzaprav ni več suverenost, ampak kot slišimo vedno bolj, začetki leta 2001, zdaj pa vedno bolj, da je varnost definicija države, ne pa kaj drugega. Avtor Žakelj že na začetku, niti ne toliko utopično, ampak s konkretnimi osebami celo osnuje nek inštitut, ki bi v naših krajih lahko načrtoval in planiral. Zdaj, če si pogledamo seveda vdor kapitalizma oziroma nastanek postsocializma v teh krajih je bil dosti nevsakdanji. Namreč ni bil nek kapitalistični razred, ki bi to izvedel, ampak je bila seveda neka želja Zahoda, obenem so bile pa notranje birokratske tenzije, tako v političnem, ekonomskem, tehnokracija, kot tudi v ideološkem smislu birokracija, ki je izvedla to izničenje družbenega in s tem tudi plana, s tem tudi načrta. Zdaj, če malo tlele si osvežimo spomin, mi smo imeli kmalu po vojni in že dosti hitro decentraliziran Zavod Ljudske republike Slovenije, pozneje Socialistične republike, za planiranje. In kot pravi definicija tega zavoda, da je bil usmerjen predvsem k preučevanju stanja in razvoja gospodarske in družbene dejavnosti. Prvič se je to zamajalo sredi 70-ih let, ko se je ta zavod za regionalno prostorsko planiranje združil in postal Zavod za družbeno planiranje po odcepitvi, pa tam do leta 1994 pravzaprav nimamo ničesar, dokler se ne rodi UMAR, ki pa ni več to, se pravi Urad za makroekonomske analize in razvoj, ni več nobenega planiranja, pri čemer se pa vprašamo, kaj ima država in kaj ima družba pa recimo od tega, čemur se reče analitski raziskovalni center Banke Slovenije. Ne? Imamo tudi take fantomske organizacije, ki nas v bistvu oddaljujejo od tega, koliko je uporaben inovativni pristop, ki smo ga že poznali v teh krajih za te čase. Seveda so bili to povsem drugi časi, ampak vendarle ne toliko monolitni, se pravi, ali lahko iz dinamike planiranja, ki je bilo izrazito drugačno od centralnega planiranja vzhodnoevropskih držav, se kaj naučimo za te čase. Kaj nam ta inovacija pove? A se jo sploh zavedamo, namreč o njej se v šolah ne učimo. Že prej se nismo učili, ne? Nismo vedeli, da je bilo od leta 1950 do 1965 eno obdobje, potem je prišlo do tega, da je Kavčičev liberalizem bil nekaj svetlega, na kar so prišle mračne sile in šele v zadnjih letih spoznavamo, da v bistvu, da je šlo po letu 1965 z reformami v marsičem tudi za regresijo, da je bila reforma izzvana s tem, da sploh ni bilo nikakršne krize in da je prihajalo do neenakosti.
Kaj poleg teorije nam lahko pove ta inovacija v planiranju? Kaj nam pove za današnji čas, kako se je možno tega lotiti z nekimi decentralističnimi postopki, s tem, da se poučujejo te zadeve in da so vnešene tudi v nek bodoči fantomski inštitut, o katerem govori Žakelj, ki naj bi to počel poleg trga, da bi obstajal spet en plan v državi, ki ni več suverena. Če ga ustanovimo, bo zelo pomembno spoznati, da pojem družbene odgovornosti je kot svetovni standard nastal šele 2010. In to z dvojno omejitvijo, da je prostovoljen, neobvezen, kot so sicer standardi po ISO, in da je omejen na družbeno odgovornost podjetij. Prva knjiga, ki govori o družbeni odgovornosti družbe, o družbeno odgovorni družbi, smo mi trije uredniki, Merkel, Žakelj in jaz, in smo govorili o uvodu v politično ekonomijo družbeno odgovorne družbe. Ta hip, jutri bom se ukvarjal za končno dovolitev, da se knjiga izda v angleščini na svetovni ravni pri Springerju o družbeno odgovorni družbi, o osnovah za družbeno odgovorno družbo. Se pravi, da je to pojem, s katerim so poskušali znotraj neoliberalizma iskati pot iz ničega, iz slepe ulice. Ker sicer se to največ ne bi pojavilo v tistih krogih, ki so neoliberalistični. In zato je zanimivo, da so tudi novinarji uporabili definicijo, da je družbena odgovornost pogoj za kapitalizem s človeškim obrazom. Ni pa še tako daleč, da bi to postalo obvezna lastnost, ampak kriza, o kateri govorite, ni samo kriza, ali imamo pri nas zavod za plan, ampak ali ga ima svet, ali ima to, kar se zmenijo Združeni narodi, kakšen vpliv. Konec koncev so Združeni narodi svetovna vlada na ravni parlamenta in kot varnostni svet na ravni vlade, kateri pa imajo pravico veta nekateri, ne. In še ga niso uporabili, kakor jaz sledim, v korist družbene odgovornosti, ampak v korist ozkih interesov. In se pojavlja tudi to, zdaj po 20 letih ukvarjanja z družbeno odgovornostjo, moram reči, da je pisanja časopisnega, ki bi uporabljal pojem družbena odgovornost v Sloveniji, bistveno manj, kot je bilo pred nekaj leti. Bistveno manj. Se pravi, da so ljudje nekako utrudili, to je pač neka utopija, ki se žal ni uresničila, ampak je utopija. Ampak vse bistvene utopije v zgodovini človeštva so se nekoč uresničile. Niso več ubijali vojnih ujetnikov in so postali služni. Ni bilo dobro po naših pojmih, ampak boljše, da si živ, kot da se ubijajo. Potem so iz tega prišli na feudalne tlačane, pa iz tega na proletariat, pa iz tega na angažiranje žensk, ki so s tem seveda zelo nastradali, ker so to dvojni šiht. Ne samo pravico se udeleževati. Skratka, smo na poti naporne, ampak vendarle nujne realizacije nečesa na globalni ravni, pri čemer bi ta zavod lahko kaj prispeval. Ta knjiga bi zaradi tega morala doživeti prevod v angleščino in iti v svetovne vlade kot napotek, pa mogoče bi ga še bolj dobro povezati z Le Bonovimi metodami ustvarjalnega sodelovanja, da bi se ljudje znali ne pretirano naporno angažirati, da se te spremembe lahko izpeljejo. Oprostite, pa je možna družbena odgovornost, če ni družbene lastnine? To je zelo smiselno vprašanje. Tako kot je bilo samo upravljanje nekaj, kar je bilo in ni bilo, v resnici je bila to oblast direktorjev pod kontrolo delovskega sveta in SDK-ja in partije. Ja. In enako je za družbeno lastnino, to je vprašanje, kdo je bo njen lastnik.
Zdaj se je pojavila ena zanimiva ideja, za katero smo že pred dosti leti predlagali, delavsko lastništvo ala domel in še bolj ala španska zadeva, ki ima 90 tisoč zaposlenih, Mondragon, ki je v celoti v lasti delavcev. To je verjetno tudi v tej knjigi, ki jo bomo jutri dali v končni tisk, resno izpostavljena kot organizacijski vidik uveljavljanja nečesa, kar je dokaj podobno družbeni odgovornosti in družbenemu lastništvu. Ampak, če smem, ne smemo pozabiti, pa se nekako utopiti v tem, kako rekli, evropocentričnem ali pa zahodnem svetu. Kitajska je kar zanimiva institucionalna tvorba, kjer smo v zadnjih 20 letih doživeli neverjeten razvoj. Se pravi, na eni strani je Zahod v bistvu odprl vrata, se pravi z vstopom v globalno trgovinsko družbo ali kakorkoli pa že to imenujemo, skratka Svetovna trgovinska organizacija. In Kitajska vstopa v ta sistem seveda z dejansko močnim planskim konceptom. Se pravi, Kitajska ima dolgoročno razvojno politiko. Takvani, kot pravimo temu, kitajski šok, 1-2, z razvojnega vidika, gledamo čisto empirično, 750 milijonov jih odhaja vsak dan na delo, to je toliko, koliko ima prebivalcev Evropa in ZDA približno. Potem seveda imamo na nek način najprej iz Zahoda delegirano zgodbo, kako bo Kitajska postala seveda svetovna tovarna za ceneno proizvodnjo blaga, ki jih bomo potem mi seveda uvažali, mi bomo pa tja izvažali kapital, ustrezno tehnologijo za seveda ustrezne nagrade in tako dalje in tako dalje. To se je seveda izneverilo, kajti Kitajska je pravzaprav pokazala v sodobnem svetu največjo stopnjo načrtovanja svojega razvoja. Evropa, kot vidite, šele zdaj ponovno z nekim dragim poročilom odkriva ali pa skuša odkriti in reafirmirati industrijsko politiko, politiko konkurence. To je relativno enostranska zgodba, ne glede na to, kaj pripisujemo tako imenovani industrijski politiki v postindustrijski dobi. Ampak dejstvo je, da imamo tudi vendarle nek dokaz, da se drugačen pristop ali pa drugačna metoda dela v razvoju na nek način danes lahko dokaže kot nekaj, kar daje zelo dobre rezultate. Ne glede na vse ostalo, seveda jasno, v takem hitrem, eksplozivnem razvoju imaš notranje protislovje, ampak evidentno, vidite, s kakšno načrtnostjo so v bistvu gradili svoje proizvodne verige, osvajali, pustimo za interese, globalno, strateške, osvajali pravzaprav ključne točke za ključne surovine, za ključne tehnologije in seveda tudi na koncu za ključne proizvode. Kitajska je danes nekaj, kar je z vidika razvojne dinamike, jasno, dokaz uspešnosti načrtovanja. Ali je pa seveda zdaj v ozadju ta koncept tako imenovane družbene odgovornosti tudi tam, seveda v tem idealnem konceptu postavljen? Ne. Ali lahko Združeni narodi ali kdorkoli drug danes na nek način postavi temelje za svetovno vlado in potem znotraj tega, kajti globalizacija, kot vidite, ekonomsko razširila svet, hkrati ga pa na nek način zožila v smislu možnosti skupnega upravljanja. Mi imamo torej danes veliko ekonomske povezanosti, pa malo pravzaprav političnih vzvodov za to usmerjanje. To, kar so Združeni narodi so seveda po svoji institucionalni zgradbi, jasno, povojna inštitucija, ker imajo zmagovalci druge svetovne vojne seveda glavno besedo, popolnoma neoperativni organ. To, kar danes vidimo z tako
multistrateško zgodbo, ne, to je pravzaprav ustvarjanje zdaj trenutno neke precej kaotične zgodbe. Imeli bomo več centrov moči, več tudi sistemov, od plačilnih do vseh drugih, ki medsebojno tekmujejo. To je zelo kaotično in zelo nestabilno mednarodno okolje. Zopet nekaj, kar lahko seveda govori v prid temu, o čemer Žakelj razpravlja seveda v svoji knjigi. Zdaj, tisto, kar pa smo se polotili konkretnega vprašanja, ali zdaj Slovenija potrebuje neko inštitucijo, ki bi se seveda ukvarjala z razvojem. UMAR seveda zagotovo te vloge ne more upravljati. Edino, kar ga seveda še veže na neke stare korenine, je to, da je natančno v tistem nadstropju, ker je svoj čas bil enkrat zavod za planiranje in spodaj, pazite, je bila ekonomska fakulteta, kar je pokazalo na mogoče neko povezavo, ki jo tudi danes ni. Se pravi, mi kot akademska inštitucija, ne samo mi, tudi druge akademske inštitucije, druge razvojne inštitucije, pravzaprav z vladami v teh 30 letih ne sodelujejo. Tu so celo komunisti zaradi tega, ker je bila nuja, ker so potrebovali, zlasti v teh 70, pa potem v 80, 70 so bili še precej samozadostni s to svojo kulturno-politično revolucijo. Ampak v 80 letih, zlasti po seveda Titovi smrti in tako naprej, ko se je zgodba začela seveda dramatično spreminjati, takrat je bila odprtost do intelektualnih snovanj mnogo večja in mnogo večja kot danes. To je danes problem. Zdaj, seveda Slovenija bi na nek način jasno takšen organ potrebovala. Ko sem se seveda zavzemal v preteklosti, za to, da bi dobili recimo, neke ekonomske svete, ampak zdaj smo recimo pri zdajšnji vladi dobili plejado teh svetov, ki so bolj ali manj seveda jasno, ne samo na nek način papirnati tigri, se niti papirju ne dajo od sebe, ampak so seveda zgolj politični paravan za to, da se seveda nekje skuša najti nek videz medsebojnega sodelovanja in vpletanja stroke, v resnici so odločitve seveda daleč od tega. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker v bistvu mi, ko smo šli v izgradnjo nove države, smo pravzaprav razgradili tudi večino obstoječih institucij. Tudi tistih, ki so bile potrebne in ki so dobro delovale. In Zavod za družbeno planiranje bi bil seveda eden izmed tistih, ki bi ga morali imeti, kajti mi smo gradili novo državo, nove institucije in seveda nov razvoj. Ampak mi smo to nadomestili takrat v bistvu za neko, lahko rekli, univerzalno rešitvijo, to je bila priključitev Evropski uniji in seveda znotraj tega sprejeti evra in tako dalje. Takrat smo dobili pravzaprav na pladnju, kaj vse moramo storiti, mi smo to izpolnjevali in to je bilo dovolj, kajti načrtovali so seveda naše institucionalne in druge poti razvoja seveda od zunaj. Ne na podlagi naših razvojnih potreb. In to se je potem kasneje pokazalo po teh 20 letih, ko smo v Evropski uniji, kot seveda razvojni hendikep. Kajti mi zlasti pa, ko prihajamo znotraj Evropske unije, ki je seveda v evidentni razvojni krizi, do tega, da mora vsak pravzaprav iskati svoje razvojne potencijale, da mora sam znati, kot piše tukaj v naslovu knjige, načrtovati svojo prihodnost, takrat bi pravzaprav mi takšne inštitucije še kako potrebovali, pa jih nimamo. In to, kar ste aludirali, niti sodelovanja med obstoječimi institucijami, ne glede na to, kakšne so, naj bo Analitični center Banke Slovenije, naj si bodi UMAR, ali recimo finančno ministrstvo, etc. Pa imamo ekonomski inštitut, pa imamo konec koncev tudi zdaj seveda nekaj ekonomskih fakultet, z svojimi seveda raziskovalnimi kapacitetami. Nič od tega ne sodeluje. Jaz se spomnim, v Jugoslaviji so bila tako opatijska srečanja, se pravi, takrat je prišla vlada iz Beograda, takrat z svojo
tekočo ekonomsko politiko, hkrati so 3 inštituti, med drugim tudi ta Bajto, recimo slovenski, pa predvsem zagrebški in beograjski, so pripravili debele analitične knjige o tekoči ekonomski politiki. In ministri so 2 dni poslušali strokovne razprave in sodelovali v tem. A si lahko kaj podobnega zamislite? Ne? Mi imamo na Brdu, tamle pri Kranju, pač v bistvu takšna prijazna srečanja, ker je bolj pomembna pogostitev, kot pa tisto, kar pravzaprav se uvodoma tam nekaj pove. Tam se bolj posluša in govori in se ne razpravlja in seveda niti slučajno ne išče nekih razvojnih kompromisov oziroma sklepov, iz katerih bi lahko prišlo do nekih strokovnih postavk. Tako da to je v bistvu zgodba, na katero ta knjiga opozarja na zelo sistematičen način, kaj manjka, kaj bi bilo potrebno storiti in kar bi seveda mi morali na nek način postaviti. UMAR seveda kot vladni organ in tako kot se je tudi v teh desetletjih v bistvu uveljavil, on te vloge ne more delati, kajti mi rabimo tukaj v veliki meri neodvisno inštitucijo, ki je dovolj avtonomna, da pravzaprav lahko nekaj počne in si seveda pridobi po tem skladu, lahko rekli, svojo avtonomijo, svojo strokovnost, tudi svojo, če hočete, predrznostjo, neko avtoriteto za to, da jo potem politika seveda upošteva. Spomnimo se seveda tudi v povojnem, v tem sodobnem času, ko je vendarle ta tako imenovani ekonomski inštitut pri pravni fakulteti, zaradi tega, ker je bil analitično najbolj usposobljen, ker je imel seveda ljudi, ki so bili pripravljeni delati, ker smo imeli ministre, ki so bili z njim tesno povezani, so bile te odločitve v začetku pravzaprav zelo dobro analitično strokovno pokrite. S kolegom Mencigerjem recimo sva takrat bila v tistem prvem, recimo ekonomskem svetu. Ampak vam lahko povem, kje smo končali. Pri seveda danes najbolj opevanem tudi sicer, glede na konkurenco, daleč najboljšem predsedniku vlade. Ko se je nabavljal takrat slavni Falcon, ki še danes mori duhove, sva mi da potem nekaj po tistem sestanku sveta na novinarsko vprašanje česnala, da je to seveda neumnost. Ekonomski svet je takrat nehal delovati. Niso ga več sklicali. Mi pa nismo imeli avtonomije. Fiskalni svet, recimo v času Pahorjeve vlade ustanovljen, kolega Senjur ga je vodil, ko smo se mi samo ukinili leta 2 leti kasneje, naslednje 2 leti nihče ni vedel, da sploh več ne obstaja. Kajti nas je pod okrilje vzel takratni predsednik države in ne seveda, da bi mi nastopali proti vladi oziroma v odnosu do recimo predsednika vlade. Šele potem je naš kolega, finančni minister, kolega Mramor, vendarle ustanovil, zdaj imamo seveda profesora Kračuna iz Maribora, recimo, ki z neko dovolj integriteto, avtoriteto, recimo vsa ta leta na nek način nastavlja recimo neko ogledalo z fiskalne strani, z monetarne strani nimamo ničesar, in tako dalje in tako dalje. Ni sodelovanja recimo, tudi ni v tistih ključnih trenutkih 2013, ko smo zašuštali pravzaprav naš odgovor na finančno-ekonomsko krizo, z dramatičnim izbrisom 1 milijarde evrov v smislu vrednostnih papirjev naložb seveda prebivalcev Slovenije, ni bilo tega usklajevanja. Ampak je vsak delal malo seveda po svoje in tako dalje in tako dalje. To pomeni, ni koordinacije, ni načrtovanja in ni tistega, kar bi pravzaprav neke, lahko rekli, strokovno dovolj podkrepljene in z strokovno avtoriteto zacementirane inštitucije morale v tej družbi dati in znotraj tega tudi delovati. Tako da tisto, kar je bilo v zgodovini, je pravzaprav danes zgodovinska zgodba. Iz 60-ih, 70-ih let mi pravzaprav takšnega institucionalnega okvira, kot je bilo takrat recimo Zavod za družbeno planiranje, preprosto nimamo in to je seveda hendikep za to državo. 3 izkušnje še lahko v tem dodam.
kitajski kolegi mi pravijo, da nič, kar sklepa CK, ni bilo predtem odobreno v Akademiji znanosti. Se pravi, znanstvena podlaga političnih sklepov je skrajna. In Akademija znanosti ima vrsto inštitutov v Kitajskem. Imajo stavbo tako veliko kot Mariborski kulturni blok, to je en največji blok, kar imamo v Mariboru, samih sob samo za podiplomske študente, samo na Akademiji znanosti. Druga taka izkušnja, vsi trije moji kitajski dekani so imeli po 2 doktorata. Enega družboslovnega, pa enega naravoslovnega, na fakultetu za ekonomijo. In tretja osebna izkušnja, še iz drugo časov, ko sem delal v Beogradu, kot svetovalec Marinca, mi smo vsak dan dobili na mizo 1000 strani novega gradiva, ker za vse študije o jugoslovanskih vprašanjih delali trojne hkrati. Ljubljana, Zagreb 1, Beograd pa južni trije, Skopje, Priština, Sarajevo, Montenegro. Paralelno. In potem je bilo to treba primerjalno preštudirati, da je podpredsednik za dolgoročni gospodarski, da je imel neko podlago. Ampak bilo je znanstvena podlaga, takšna, kot se Žak v tej knjigi za njo zavzema, in kot smo se za njo zavzemali tudi takrat, ko smo to ono borično knjigo pred 6 leti skupaj naredili. Ampak karavana gre dalje. Ja, bi zdajle, jaz imam sicer pa še eno vprašanje, ampak dajmo publiki malo besede, če ima kdo kakšno vprašanje na tej točki. Pa naj že kar zdaj povem, da je danes Viktorja Žaklja knjiga na voljo po ugodnejši ceni in da ste potem povabljeni na kavico tudi tamle zadaj in na kak rogliček. Kakšno vprašanje, prosim, za naše goste? Družbena odgovornost je pri vrhu vladanja. Če se oni ne bojo družbeno odgovorno obnašali, se tudi njihovi podložniki ne bojo. Ne bom našteval njihove grehe. Poglejte, Organizacija Združenih narodov je blokirana z vetom. To je družbeno neodgovorno. Zakaj daješ imperialističnim državam možnost, da se igrajo s periferijo, ker hočejo imeti, da rečem, kolonije? In dovoliš, da to delajo. Prej smo govorili o planiranju. Poglejte, podjetniško planiranje je v Sloveniji izseljeno. Planirajo to multinacionalke, ker smo mi podizvajalci, pekarni delavci. Ki ti lahko reče, sej to pa Kitajc naredi ceneje ali pa Indic, pa te odslovi. A je s tem bil trg, ki je odločil o ceni? Ne, monopolist je odločil za velike profite. In če sem prej govoril, bom pa še en podatek povedal. Ni moj. Družbeno neodgovorno je, da imamo takšno distribucijo dohodkov, ki jo bom naštel. Pikati nam je dal podatke za leto, za Evropo in za Ameriko, za leto 2010. Takrat je nam šla knjiga, ne je šla nov kapital 20. stoletja. Najbogatejših 10% dobi v Ameriki 50% dohodka, no ustvarjene vrednosti. V Evropi, malo manj, 35%. Od tega v Ameriki 1%, 20% dohodkov. In v Evropi 10%. Ostalih 9 pa 40 od teh 50.
Naprej gre. Srednji sloj, 40% populacije v glavnem, ne? Dobijo v Ameriki 30% dohodkov od nove stvarjene vrednosti. V Evropi 40%. Nižji sloji, 50% populacije, pa dobijo v ZDA 20%, 50% populacije in v Evropi 25%. Kdo odpravlja to neenakost? In jo podpirajo nosilci oblasti. Recimo, prej nisem govoril, bom zdaj povedal še. Kaj delajo nosilci oblasti? Ko so uspeli, da so zniževali davke, so nosilcem oblasti rekli, zadolžujte se za izpadle dohodke. Ampak države so toliko in toliko, recimo, javnih služb morali vzdrževati, ne pa so zadrževale razvite države. Zadolževanje so pa prinesli tudi na nerazvite države. Prišlo je do dolžniške krize. Kako se je rešila ta kriza? A ne? Tako, da je Merklova recimo rekla, pa naj proda tam Grčija, pa en otok, no? Tako se je to reševalo. Družbeno neodgovorno, države so se tudi zadolžili, vi veste, največ delnic oziroma dolga ima Kitajci, imajo največji delež ameriškega dolga. Ampak če bi Kitajci rekli, zdaj bomo pa pri vas kupili. Kot upniki, ne? Kaj? Jih imajo kot upniki. Ja, upniki, ja. Ne? Če bojo pa rekli, zdaj bomo pa to unovčili, bomo kupili vašo, recimo, dajmo reči Luko, ne? Da bomo lahko normalno od njo poslovali, bojo pa rekli ne. V nerazvitih bojo pa rekli ja. Ker kako so se zadolževale nerazvite države z, ne vem, kako se imenuje, eden je napisal ekonomski morilec in je povedal, kaj je delal. V diplomatskih krogih se je rekoval živ in ponujal državam v razvoju, ki so se mu samosvojile, kredite. In potem celo rekel, ja, vam damo kredite za to, da boste naredili cesto do naravnih virov. Ko pa niso mogli kreditov odplačevati, so pa morali prodajati svoj ustvarjen kapital, da so potem ga lastniško obvladovali. Na eni strani feudalizacija kapitalizma, na drugi strani kolonizacija nerazvitih držav. Nič ne storimo proti. Ampak z zadolževanjem so samo države, tudi nerazvitejše, podpirale svoje finančno oligarhijo. Zato pa imajo danes 50% dohodka, ki ne proizvajajo, prosim, ne. Obvladujejo pa monopolne panoge z deleži in obvladujejo nerazviti svet, ki postaja potem podizvajalec teh proizvodnih verig, ne. Mi produciramo avto z nekaterimi deli. Ampak ne po tržnih cenah, se nič to ne forsira, po dogovorjenih. Včasih smo rekli, dogovorjene cene, tudi v Jugoslaviji, ampak to so vsiljene cene. No. Tako, hvala. Pa smem samo za finale. Sploh se ne bom odmaknil dosti od Žakljeve knjige, ste pa s krediti me lepo napeljal k temu vprašanju, ker sem se ukvarjal iz nekih drugih razlogov z obdobjem, pa bom skočil še obdobje prej,
v tisto krizo kapitalizma oziroma akumulacije pred Prvo svetovno vojno. Je bila podobna situacija. Hočem poudariti, da je nemška SPD, ko je bila še delavska partija, tam na začetku 20. stoletja, imela natanko po ostrih debatah in pri predavanjih iz politične ekonomije Roze Luxemburg, mimogrede sploh ne vem, zakaj nimamo prevedenega, akumulacija kapitala njenega, ki je krasno delo. Ja. No, tam not je že ugotovljeno, da so smrtni sovražniki delavskega razreda monopoli, karteli in krediti. In ljudje za nazaj tega nikoli niso študirali, celo delavske države niso prišle do te stopne. Kaj se nam zgodi z bankami, recimo, sredi 60-ih let v Jugoslaviji? Ja, mi jih pa nimamo več. So vse tuje. Tlele imam s sabo citat Kidriča z partijskega kongresa 52, sjajna sintagma. V našem sistemu banka ne more biti nič drugega kot družbeno obračunsko mesto. Ja. Gledamo kasneje pri analizi tehnokratskih postopkov, ko se že uvedejo krediti, bančni, ne samo skozi fonde, podjetja in tako naprej, ugotavljajo pol vaši kolegi ekonomisti, da so mislili, da bo prenos državnega kapitala na banke v resnici pomenil prenos na gospodarstvo, katerega del naj bi bil bančni sistem. Sploh ni res. V praksi se je takoj pokazalo, da banke niso postale orodje proizvodnih delovnih organizacij, ampak so si prizadevale potegniti iz proizvodne presežno delo. Kako je to možno? Oziroma, zakaj se to zgodi? Kaj prevlada? Je to družbena neodgovornost? Ja, seveda. A je tehnokracija družbena neodgovornost? Če postanem lastnik podjetja, ja, potem del profita vzamem. Skratka, zakaj delati reformo, če ni krize? Ja. Vse smo rekli, recimo Varoufakis, ali kako se imenoval Grk, je rekel odpisi dolgov. Ja, mi smo pa sanirali banke, da smo jih potem v sanirani obliki predali tujcem. Mi niti podjetniško ne planiramo več, ker planirajo tuje verige, ki proizvajajo in rabijo naše polizdelke. In kaj še ne delamo? Ne moramo imeti dobre fiskalne oziroma monetarne politike. To tudi nimamo. Fiskalna pa se tudi zadolžuje. Evropska unija izsiljuje 5% družbenega produkta za kaj? Za orožje? A ni to nehumano? Ja, pa pol je treba... A bomo nehali s tem? Vsake pol leta je treba imeti vojno. Ja, še to, Da to vzdrži, to orožje, Pa sem prej Rooseveltu rekel, svaril je, da oficirji iz Prve svetovne vojne so šli v privatizirane, prej so bile javne, v vojnem gospodarstvu fabrike, ki delajo orožje. Ja, nekatero orožje, ki je nehumano, pa prepovedati, organizirati NATO, da bo izzival. A izziva, če pride na tvojo. Veste, tudi ta je kriv. Vse so odpravili, NATO se je pa ohranil. Kljub obljubi, da ga bo odpravili. In kdo zdaj najbolj profitira? Evropa še ni usposobljena za delati tako orožje, kot ga delajo v USA. Spet šel dohodek tja. Dober trgovec, naš zet. Hvala lepa. Hvala. Še kaj? Če ima še kdo kaj, če ne pa gremo k zgodne večerni kavici in še enkrat naj ponovim, da so knjige po ugodni ceni
Medžakljeve knjige, knjiga, o kateri smo govorili, na voljo tukaj. Jaz se zahvalim vsem trem profesorjem za udeležbo, vam za posluh. Upam, da nismo preveč begali sem in tja in da se je dalo ujeti kakšno nit. Sicer pa je tudi knjiga tako bogata, boste videli, da gre v veliko raznolikih smeri. Kot rečeno, da se jo brati kot opozorilo tega časa in tudi v mnogočem kot zgodovinski priročnik. Ne samo iz ekonomske vede, ampak še iz marsičesa drugega. Hvala lepa.